čisto nič ne skrbi, kako bova preživela. Od meseca maja dalje Kamp Menina znova sprejema goste. Dobar dan in res dobrodošli v Kamp Menina, ki ga je danes tudi vreme počasno, ostalo le sonce in je res slušno videti vrvež v drevesih in tudi že v jezeru, ki smo za Savinjo imeli malo tak skrhan odnos, ampak zdaj lahko rečemo, da Savinja še vedno te imamo radi. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Zato se zastavlja vprašanje, kako turizem pripraviti na nove čase. Živimo pa seveda v času tako imenovanih polikriz. In kot je bilo krasno v uvodu omenjeno, smo pravzaprav zdaj od pandemije naprej padamo iz ene krize v drugo, torej od pandemije do poplav in naprej inflacija in seveda za povrhu kot češnjica na torti, ki pa je vedno bolj grenka in bridka, pa seveda podnebne razmere. Seveda, vedno je najhujše tisto, česar ne vemo, da ne vemo, ker ta trenutek seveda vemo, da se nam podnebne spremembe dogajajo in ne samo pri nas v Sloveniji, ampak tudi širše. Seveda smo temu pristopili tudi na nacionalni ravni, na eni strani z tako imenovanimi ukrepi povezanimi z zelenim prehodom in s pomočjo katerih nekako poskušamo omiliti vse to, kar se nam dogaja. Zdaj, z veliko žalostjo seveda ob pogledu na številke ugotavljamo, da smo trenutno nekoliko sami pri tem početju in da seveda vse to, kar počnemo, ne bo dovolj, vsekakor pa ne smemo obupati. Zdaj, številke kažejo, da seveda, če samo pogledamo toplogredne pline, izpust toplogrednih plinov, ki vplivajo na vse te spremembe, Evropa jih je uspela zmanjšati za 23%, svet pa jih je za 32% povečal. Skratka, še veliko bomo morali postoriti na široki ravni, če bomo želeli vplivati na vse to. Tudi vse te igrarije z vremenom, pravzaprav zdaj, ko gledam vse te silne poplave po Dubaju, človek ne ve, kaj si naj o tem še sploh misli, kje so limite teh posegov in tako naprej. Ampak po drugi strani pa seveda vsaj pri nas pa z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo naredili pomembne korake naprej. In da osveščamo ljudi, da seveda je naš odtis čim manjši, kajti ne nazadnje naša kokoška pod Alpami je vse, kar imamo v naravnem in kulturnem smislu, zato je prav, da najdemo s skupnimi močmi čim bolj trajnostno naravnane pristope, zato da bomo vse to ohranili za nas in za zanamce. No in seveda takšna zgodba, kot je tale, ta vpetost v lokalno okolje, povezanost z lokalnim okoljem je zagotovo že eden od tistih pogojev, ki so nujni, če želimo v nadaljevanju preživeti. Kajti turizma, tukaj mislim, Jure, da se strinjava, nihče ne more delati sam in da so te povezave nujno potrebne. Seveda, žalostno je, da ko se zgodijo takšne katastrofe, ampak ravno ob njih se najbolj vidi, kako vendarle ljudje še znamo stopiti skupaj in kar je najpomembnejše, takšne zgodbe kot je tale, vlivajo upanje, to je tisto, kar je najpomembnejše ta trenutek za to dolino.
Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Zdaj, kar se pa tiče turizma, to vprašanje je zelo nehvaležno, moram reči. Zdaj, če nekdo rekel, da ne bo več odgovarjal na ta vprašanje, zato ker kogar so januarja 2020 vprašali, kakšni so obeti za naprej, je rekel super, potem pa COVID prišel. Tako da bomo pač videli, no, ampak zaenkrat, spravi, glede na prvi del leta, ki je za nami, glede na rezervacije, ki so za poletno sezono, kar mi slišimo z naših članov, se odpeta zelo dobra sezona. Seveda je veliko teh faktorjev, kot smo že prej rekli, da ne ponavljamo, če se vse odvisno, ampak zaenkrat kaže res v redu in že lanska sezona je bila prihodkovno govorjeno rekordna, letos pa mislim, da bo šlo še nekoliko čez. Zdaj, da ne bomo predolgi, lahko bi precej dolgo razporedal še v stroških poslovanja, ki so tudi rekordni. Tako da podjetja pač skušajo poiskati nekako svojo pot čim boljšega poslovanja. Zdaj, kar se tiče državnih ukrepov, jaz osebno mislim, da so ukrepi, ki jih zdaj tudi podjetja najbolj potrebujejo, v bistvu ukrepi na nivoju destinacij, na nivoju infrastrukture. V lanskem letu je bil obseg teh ukrepov za podporo turizmu zelo velik in hvala lepa v imenu gospodarstva, to je malo manjši, pustimo to. V glavnem, res vse te zadeve, ki pripomorejo tudi zmanjšanju tveganja v bistvu zaradi posledic klimatskih sprememb, ali zasneževanje v hribih ali regulacija vodotokov druge. Se pravi, te investicije, ki presegajo finančno možnosti bodisi podjetij, bodisi občin in destinacij, tukaj mislimo, da je vloga države in bomo sigurno še naprej tečni, da se čim več takih ukrepov razgleda. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Mislim, da za podnebne spremembe smo popolnoma vsi odgovorni. Predvsem pa med drugim tudi kampi, ki lahko dosti prizanesemo naravi ali pa dosti pokvarimo naravo, ker smo pravzaprav direktno vpeti v njeno neposrednost, v njo. Prav zaradi teh nevšečnosti, ki so bile lansko leto in pa ne samo v Sloveniji, tudi drugje po Evropi, je bila pobuda na Evropskem združenju kampov, da bi moralo biti neke smernice, kako delovati in kako spodbujati vse, ki so v to vpeti pri reševanju in pri samozaščiti od teh naravnih nesrečah. Ta akcija je združila veliko evropskih držav, med njimi Francija, Nemčija, ki so proti nam velike, mi smo majhni, in na njihovo pobudo dobili skupni dokument, skupno priporočilo, kako delovati v primeru naravnih nesreč. Bilo je veliko pogovarjanj tudi z stroko, z gasilci, z civilno zaščito po celi Evropi, tako da je na koncu prišel ven dokument, ki so ga vse evropske države sprejele, med drugim tudi Slovenija. Ta dokument pravzaprav daje navodila, kaj in kako delovati ob takih naravnih nesrečah. Nemogoče je doreči tako in tako je treba, ker smo pač na različnih destinacijah in zato so tam samo priporočila.
naj bi vsak kamp imel načrt evakuacije ob takih poplavah ali požarih ali tako naprej. Tako da mislim, da je ta dokument stvar, katerega se moramo vsi držati. Mislim, da je to ena dobra stvar, ki jo ne sme nobeden kamp zanemariti in se mora tega držati. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Ja, jaz sem v Nazarjah odraščal, sotočje reke pa Drete pa Savinje in že tam smo bili že kar nekaj trikrat poplavljeni in so bile poplave včasih tako dobesedno niso bile nevarne, bile so malo tečne, pa so se kar dobili sosedi v bloku, pa v bloku uredili na okolico in se je uredilo in potem tudi, ko sem kamp prevzel leta 2000, je bilo zavedanje tudi to, da je ta del možen, da je poplavljen in je tudi so vsi objekti tako bili že takrat grajeni in še zdaj, da bo na te ujme iz leta 91, 98, 2012, na te ujme načeloma ni bilo večje škod. Tale je bila pa zadnja, bila pa pač res dejansko meter više voda, še kaj več od zadnjih ujma, in to je pač naredilo to razliko, te mase vode in te brzine. Res presenečen marsikdo, da je taka masa vode prišla, sploh avgusta, mi smo navadi poplave imeli novembra. Tako da sam kemp je bil že odprej pripravljen na to, da bo poplavljen in je tudi ta zgornji del kampa, ko so mi že tudi stari ljudi iz agrarne skupnosti rekli, da tu pa je ziher plac, in je bil zdaj tam meter pod vodo. Tako da zdaj v bodoče sigurno moramo veliko narediti na tem, kar je Lidija dala besedo, kako smo z gasilcih že nežno v navezi in pa o evakuacijo, da se dejansko ta evakuacija uredi. Ena praksa je že iz Bohinja, Danica je bila že skoraj 10-krat evakuirana, bi rekel, za manj, ampak je boljš biti evakuiran, kot pa poplavljen. Tako da se že tudi drugi kempi, ko smo večinoma vsi v vodi, zavedajo, da bomo vsi mogli to početi, se pravi to združenje kempov in pa pomoč z Evrope sigurno bo pomagalo k temu, da tudi pri nas to vrata. Seveda tretja faza je pa to, da res se vodotoki uredijo pravilno in pa da državi ne zmanjkuje denarja za te vzdrževanja sprotna. Vsi vemo, da pač Savinjčani na Prna se ta sveti šuder se nehal ven voziti in te naplavine so se kar nabirale in potem že tudi na učni bilo več logično, kje bo voda šla pri teh masah, ampak se je dejansko to prepozno začelo urejati in je tudi ta poplava bila toliko morati večja. Tako da mi rabimo zdaj se pravi urejati vodotoke, mi se moramo pripraviti, da bomo prav čas evakuirali zadevo, vsi skupaj, cela Evropa in pa ne samo Evropa se pa mora zavedati, da bomo mogli na planetu urediti bolj v zeleno smer.